Doktor Rupel, torej lep pozdrav. Če mi dovolite, bi uporabil ta naziv ministra, zame ostajate minister Rupel in tako bi tudi v tem klepetu uporabljal ta naziv. Če sežemo takoj 30 let nazaj v tisto obdobje osamosvajanja, bi vas takoj vprašal, če izvzamemo dramatične dneve, 10-dnevno vojno, kateri trenutek je bil za vas najbolj kritičen, kjer ste lahko morda tudi nekako dvomili, da bo sploh do osamosvojitve prišlo? Najprej, spoštovani kolega Livio, spoštovani kolegi, poslušalci, sodelavci pri tem podjetju, kako ne rečem, proslavljanja 30. obletnice. Hvala za vabilo, sem zelo počaščen, da lahko v tem krogu danes nastopim. Kar zadeva vaše vprašanje, kateri trenutek je bil najbolj dramatičen, seveda drama bila vse skozi, ne. Seveda najbolj dramatični so bili trenutki pred osamosvojitvijo oziroma predno je Slovenija uspela, da tako rečem, postati narodna država. Mi smo na nek način spodbujali vse mogoče procese, se angažirali, govorim zdaj recimo o krogu ljudi, okrog Nove revije, tam od leta 87 naprej vsaj. In gotovo so bili mnogi trenutki zelo dramatični in trenutki stiske, kako da rečem. No, gotovo je bil potem nek, kaj naj rečem, sprostitven trenutek, ko je prišla nova vlada, se pravi tam maja meseca 90. Bilo je pa nekaj težav v tej vladi, ker nekateri niso bili čisto prepričani, da je to dobra ideja, da hitimo in tako naprej. Nekateri celo niso imeli, bi rekel, popolnega zaupanja v uspeh tega podjetja. Navsezadnje sem kot, da tako rečem, novopečeni zunanji minister doživljal mnoge, bi rekel, odbojne reakcije, negativne reakcije, praktično vsepovsod. In temu zanosu priprav na samostojno življenje so seveda sledili mnogi trenutki stiske in nezaupanja in kaj ne rečem, razočaranja in tako naprej. No, trenutek, ki je bil, se mi zdi, usoden, je bil nemara trenutek našega sestanka predsednika Kučana in moj z Hansom Dietrichom Genšerjem. To je bilo v začetku julija oziroma konec junija, lahko pogledam potem natančen datum, v Celovcu oziroma v Beljaku. Mi smo povabili Genšerja, naj pride v Ljubljano, vendarle, to je bilo med vojno. Mi smo povabili Genšerja, naj pride v Ljubljano, vendarle je bil Brnik takrat zaseden s strani Jugoslovanske ljudske armade in smo, da tako rečem, mi šli z vlakom tja na Koroško, pričakujoč, da se bo minister usedel na ta vlak, da bomo šli skupaj v Ljubljano. Za nas je bilo zelo važno, da bi v tistem trenutku pokazali, da imamo kakšne prijatelje v inozemstvu. No, Genšer je takrat rekel, imel svoje pomisleke, čeprav je bil, da tako rečem, izredno pozitiven, kar zadeva naša prizadevanja, vendar je imel pomisleke, predvsem zaradi varnosti, in potem smo ostali tam v Beljaku, se usedli v eno restavracijo
in poskušali našemu nemškemu sogovorniku predstaviti situacijo, kakršna je. On je bil malo prej v Beogradu, kjer je tudi, tako rečem, doživel kar nekaj, bi rekel, takih streznitvenih reči, tako da nam je verjel. No in on je potem rekel, veste kaj, jaz moram zelo hitro vas zapustiti, kajti bom sklical en sestanek. On je bil takrat predsedujoči konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Je rekel, moram jaz govoriti z Van den Broekom, to je bil takrat nizozemski zunanji minister in predsedujoči Evropske unije oziroma glavni od te trojke Evropske unije, ki je potem prišla na Brione. No, Genscher ima zasluge za to, da je sploh prišlo do brionskega sestanka. Brionski sestanek pa jaz vendarle razumem kot tisti sestanek oziroma tisto dogajanje, tisti trenutek, ko smo se začeli obnašati kot država, kajti v resnici je na eni strani sedela delegacija Republike Slovenije, na drugi strani delegacija Jugoslavije in potem seveda tudi delegacija Evropske unije. Mi smo se takrat pravzaprav čisto regularno, kot se to v diplomaciji dogaja, pogajali o tem, kaj početi oziroma kaj sledi. Takrat smo sprejeli nekaj pogojev za našo samostojnost, 3-mesečni moratorij. Nekateri v Ljubljani so bili zelo, bi rekel, živčni zaradi tega in so nas obsojali, da smo izdajalci in tako naprej. To seveda ni bilo zelo prijetno, ampak navsezadnje je slovenski parlament sprejel to brionsko izjavo in navsezadnje čez 3 mesece je napočil čas, ko smo lahko se nanjo sklicevali in rekli, no zdaj pa nadaljujemo z našimi osamosvojitvenimi koraki, ki smo jih takrat pač zamrznili oziroma prenehali. In no, kmalu zatem je potem odšla jugoslovanska vojska iz Slovenije in potem so bili neki trenutki tam novembra, decembra, govorim o letu 1991, ko je Evropska unija imela še kar naprej neke ozire in pomisleke in nekaj prasketa, se opravičujem, ampak ni na moji strani nič. Torej, takrat je imela Evropska unija še nekaj zadržkov. 16. decembra je potem Evropska unija sklenila, da bo priznala Hrvaško in Slovenijo, ampak z enomesečnim odlogom. Evropska unija ima zelo rada te odloge in moratorije in pauze in tako naprej, ker računa, da se bo morda v času, ki traja 1 mesec ali pa 3 mesece, zgodilo kaj takega, da ji ne bo treba storiti kakšnih posebno dramatičnih korakov. Kakorkoli že, 15. januarja potem 1992 je Slovenija dobila mednarodno priznanje in od takrat naprej pravzaprav ni bilo več nobenega dvoma o tem, da Slovenija država je, da je Slovenija narodna država po mnogih letih prizadevanj, vseh mogočih računov, upanj in kaj ne rečem, iluzij. Mimogrede, danes je 200. obletnica Ljubljanskega kongresa iz leta 1821. Takrat je bila Ljubljana, tako rečem, skorajda središče Evrope, ampak seveda to ni bila slovenska Ljubljana, ampak je bila avstrijska Ljubljana. Sploh predno je prišlo do slovenstva v avstrijski in potem seveda pozneje v jugoslovanski državi je nekaj časa trajalo. Predno je bilo to slovenstvo v resnici uspešno, je nekaj časa trajalo.
No, uspelo pa je dokončno leta 1991, po tisti 10-dnevni vojni, ki je bila seveda zelo, zelo huda, saj so takrat ljudje umirali. No, po tisti vojni se je potem pač stvar odvila na zunanje političnem področju in zunanja politika oziroma diplomacija je, da tako rečem, zaokrožila ta proces osamosvajanja tam do začetka leta 1992. Omenjali ste to srečanje z Genšerjem, omenjali ste v tem sklopu tudi vlogo Nemčije. Večkrat pa smo vas tudi slišali govoriti in večkrat ste spregovorili o odnosih z Italijo in z Giannijem De Michelisom. Bi tudi za današnji večer vsaj delno nam kaj povedal ali tudi kakšno anekdoto glede tega odnosa z Italijo oziroma z takratnim ministrom De Michelisom. No, jaz imam na Giannija De Michelisa zaprav nekaj zelo lepih spominov. Čeprav velja v Sloveniji kot nekdo, ki je zaviral slovensko samostojnost. V nekem trenutku je rekel, še 50 let ne boste samostojni in tako naprej. Ampak jaz osebno vendarle cenim to, kar je navsezadnje na koncu naredil in cenim tisto, kar je sledilo pol sklepu Evropske unije, oziroma ja, takrat je nastala Evropska unija. Enkrat mi je rekel Gianni De Michelis, je rekel, jaz imam v Sloveniji samo 2 prijatelja, to je Milan Kučan pa ti. No, jaz sem vesel, da sem v tej kombinaciji bil imenovan. De Michelis je seveda v začetku bil zelo zadržan do slovenskega osamosvajanja. On je bila pa sva na telefonski zvezi praktično ves čas vojne in nekajkrat je bil, kot mi je rekel, tudi zelo prestrašen. Ne bom ponavljal njegovih besed, ki so bile zelo plastične. No, potem smo se pa videli v Zagrebu. Torej, brionski proces se je začel v Zagrebu, trojka Evropske unije oziroma Evropske skupnosti najprej je prišla v Zagreb iz Beograda in tam se je sestala, torej v Zagrebu se je sestala s slovensko delegacijo, bil je tam seveda predsednik Kučan, bil sem jaz, bil je kolega Kacin enkrat, samkrat. No, ti sestanki so bili pozno po noči, ker so Evropejce v Beogradu zadrževali z različnimi družabnostmi in tako naprej. No, neko jutro, ko se je 2 sestanka sta bila v Zagrebu, neko jutro, ko smo nehali pogovore, ki so bili, bi rekel, precej zoprni, neko jutro smo potem pili šampanjec na vrtu tam te predsedniške palače, bila je, kaj se, ura 7-8 zjutraj. In takrat je prišel k meni Gianni Michelis in je rekel, to ti moram povedati, s Slovenijo ne bo problemov, s Hrvaško pa bojo problemi, ampak kar se tiče Slovenije, lahko si miren. Potem so se zelo pogosto srečevala, jaz sem šel v Rim, on je vedno poslal pome na letališče enega svojih najhitrejših avtomobilov, vsaj tako se je meni zdelo, ker je vse letelo naokrog, ko sem se vozil z letališča do Farnesine. Bili so to zelo, bi rekel, prijetni trenutki. Jaz mislim, da je De Michelis tudi oče neke formule, ki je navsezadnje prinesla osamosvojitev Sloveniji, namreč
Takrat 16. decembra je bilo treba precej zvijati roke in prepričevati kolege, kar je počel predvsem Genšer, kot mi je tudi sam pripovedoval. Pomagal mu je pa De Michelis, in sicer si je on izmislil formulo, da ne bi se takrat 16. decembra odločili za priznanje, ampak bi to priznanje potem veljalo šele od 15. januarja naprej. Kot sem že prej rekel, Evropska unija ima rada te odloge in pauze. Jaz sem bil takrat v strahu, da to pomeni, da se bojo še enkrat dobili in da bojo še enkrat razpravljali in še enkrat premlevali vse te naše probleme, pa mi je potolažil Genšer rekel, ne, je rekel, odločitev je bila sprejeta, 15. januarja samo pade zastavica, takrat se ta stvar zgodi. No, mimogrede, Nemčija nas je potem priznala že pred Božičem leta 1991. De Michelis je v zadnjem trenutku še enkrat poskušal eno reč, ki seveda meni ni bila najbolj všeč. Ponudil nam je tisti tako zvani trilateralni sporazum Italija, Hrvaška, Slovenija, s katerim bi pravzaprav izničili mejo med Hrvaško in Slovenijo. Veljal naj bi za Italijane, državljane Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, italijanske narodnosti, da bi lahko prehajali direktno iz Hrvaške v Italijo, ne da bi morali čez slovensko mejo. Torej, v parlamentu smo imeli takrat kar nekaj hudih trenutkov, so bili poslanci absolutno proti, tako da smo potem sprejeli že spet neko tako formulo, da ne bomo podpisali tega sporazuma, ampak da se ga bomo držali. Skratka, nihče ni imel namena Italijanom, ki stanujejo na Hrvaškem ali pa v Sloveniji, oteževati prehoda v Italijo oziroma prehajanja čez mejo. Kot rečeno, De Michelis v mojih predstavah je pozitivna osebnost. Sedaj ste omenili to, definirajmo trilateralo Italija, Slovenija, Hrvaška. To je ena stalnica v teh 30 letih, ne nazadnje tudi prav v tem času se veliko o tem razpravlja. Pa nadaljujmo po tej poti. Takrat se dejansko začne ena pot do uspeha, ki vodi Slovenijo najprej do pridružitve v Evropsko unijo, pa NATO, postane članica Evropske unije, pa imamo Schengen, evro, torej stalni uspehi. Na tej mednarodni sceni, kateri so bili za vas najpomembnejši zavezniki, katere države so bile nekaka stalnica v podpori Slovenije ali pa je bilo to bolj tak dinamično, da enkrat ena, drugič druga. Je bila kakšna vezna nit med vsemi temi uspehi? Torej, vedno se najde kakšna nit. Jaz, ko gledam ta čas osamosvajanja, nekako ločim tri vrste korakov. Najprej so bili pripravljalni koraki, recimo to so se začeli tam leta 1987 z novo revijo, pa s pisateljsko ustavo, potem 1988, z Majniško deklaracijo 1989 in plebiscitom, seveda, konec leta 1990. To so bili 4 taki pripravljalni koraki. Potem so bili pa 3 izvršilni koraki. Vojna za Slovenijo, seveda, leta 1991. Slovenska ustava, ki je bila sprejeta konec leta 1991. In potem mednarodno priznanje leta 1992. Temu so potem sledili še koraki, da tako rečem, mednarodnega potrjevanja in uveljavljanja. Samo priznanje, seveda, to je bila
Imate, minister, kliknite. Ste nehote se dotaknil mikrofona? Tako. Se slišimo? Sedaj ja, hvala. Okay. No, govorim zdaj potem o teh zadnjih korakih mednarodnega potrjevanja in uveljavljanja. To pa so potem Dunajski sporazum o nasledstvu SFRJ leta 2001, referendum o Evropski uniji in NATO leta 2003, vstop v Evropsko unijo in NATO 2004, predsedovanje organizacij za varnost in sodelovanje v Evropi. Jaz sem bil takrat predsednik oziroma predsedujoči te organizacije eno leto, 2005. No in potem leto 2007 je bilo pa kar, bi rekel, prav zgledno, uspešno. Dobili smo evro, vstopili smo v Schengen. No in na koncu leta 2008 smo Evropski uniji tudi predsedovali. Zdaj, rdeča nit vsega tega dogajanja, vseh teh korakov, pripravljalnih, izvršilnih in potem potrditvenih tako. Rdeča nit je seveda, kako čim bolj, rečem, spraviti Slovenijo v ospredje mednarodnega prizorišča, na tem odru igrati neko konstruktivno in rekel, zgledno vlogo. Mi smo bili večkrat imenovani, to ne bi smel biti ponosen na to, ampak pa vseeno malo pa sem, kot najboljša učenka v razredu. Skratka, da se lepo obnašamo. Zdaj, kar se tiče Italije, Hrvaške in Slovenije, torej Italija nam je v bistvu ob vseh tistih zadržkih, ki sem jih že omenil, pomagala, da smo dobili mednarodno priznanje. Italija nas je potem enkrat na poti k Evropski uniji malce zavrla. To je bil tisti veto Berlusconijeve vlade proti pridružitvenemu sporazumu Slovenije z Evropsko unijo. Tisto je bilo potreba leta 1994-1995 rešiti. Sklenjen je bil tako imenovani Solanov kompromis. No, tam so bili Italijani najprej malo težavni, ampak navsezadnje je pa situacijo rešil Prodi, dani predsednik najprej Evropske unije, oziroma najprej Italije, potem Evropske unije. On je bil na obisku pri Clintonu. Clinton mu je rekel, kot piše Fassino v svoji knjigi, Clinton mu je rekel, dajte že enkrat končati to situacijo s Slovenijo. In je potem Prodi prišel v Rim in torej naročil Fassinu, naj pač nekaj naredi, da bodo ti problemi rešeni, in dejansko so potem bili rešeni. Potem je leta, zanimivo, leta 2001, 11. septembra, spomnite se, 11. septembra, to je bil trenutek, dan napada Al-Kaide na stolpnici newyorškega svetovnega trgovinskega centra. Takrat je bil na obisku v Ljubljani Renato Ruggiero. Renato Ruggiero je bil zunanji minister v drugi Berlusconijevi vladi in ga imam sicer zelo lepem spominu in vsega spoštovanja vreden gospod, ampak torej, predno je prišlo do te eksplozije v New Yorku. Klical me telefon, bil je tam na drugi strani bil Ernest Petrič, ki je bil takrat naš ambasador v New Yorku. Je rekel, ne morem verjeti,
gledam skozi okno, gorita dva nebotičnika tamle čez. No, takrat je bil Renato Ruggiero pri meni v mojem kabinetu in je predlagal, da bi Slovenija nekako zaradi dobrih odnosov kot neko posebno prijateljsko gesto dopustila oziroma dovolila, da Italija prevzame nekaj nepremičnin v Sloveniji. Torej, potem sem jaz peljal Ruggiera k Drnovšku in Drnovšek je rekel, potem tisti znameniti stavek, je rekel pacta sunt servanda, kar je pomenilo, da smo mi seveda se dogovorili o načinu reševanja, bi rekel, teh nepremičninskih zadev ravno s Solanovim kompromisom oziroma s tem, da smo sprejeli celo spremembo, da smo spremenili ustavo. No, po tistem, moram reči, sem jaz imel zelo, zelo prisrčne odnose s Fratinjem. Moram reči, da je bil, spomnim se leta 2004, se spomnim tistih komplikacij s Hrvaško in njihovo zaščitno ekološko ribolovno cono. Takrat je Italija dobro razumela probleme, ki jih je imela Slovenija. In seveda takrat je bila Italija skupaj z nami v Evropski uniji, Hrvaška pa še ni bila v Evropski uniji, zaradi tega smo mi imeli nekoliko boljši položaj. Z Italijo, kot rečeno, imamo neko zgodovino, najprej v starih časih, torej težjo in potem v času osamosvajanja in potem v času teh 30 let relativno pozitivno bilanco. Kar se pa Hrvaške tiče, pa seveda, mi smo bili, kaj ne rečem, tovariši v orožju in v najhujših trenutkih, rekel, osamosvajanja. S Tudžmanom smo se dobivali najprej po strankarski plati, potem po vladni plati, politični plati, na Otočcu, kjerkoli že. Kadar smo prišli v Zagreb, da me je postregel s sladoledom in tako naprej. To so bili zelo prisrčni odnosi, vsaj nekaj časa. Potem pa je seveda Hrvaška začela, tako rečem, z nekaterimi ukrepi, ki so Slovence zelo vznemirili. Namreč nismo se mogli zmeniti glede poteka meje med državama in predvsem se nismo mogli sporazumeti okrog meje na morju. Jaz se spomnim svojih prvih sestankov še v prvi rundi, ko sem bil še v tisti prvi vladi, svojih sestankov z Rudolfom, in on je pač velik strokovnjak in tudi, bi rekel, diplomatski mojster. On je mene vedno spravljal na nek način v obup s tem, ki je rekel, mi bomo na tej točki bomo uporabili načelo naravne meje, recimo reka ali pa kaj se vem, kakšen hrib ali pa kaj takega. V tem primeru bomo pa uporabili katastrski princip. Jaz sem rekel, dajmo povsod uporabiti enak princip, no tega se ni bilo mogoče zmeniti. Potem sem jaz bil veleposlanik v Ameriki in sem nekako imel to srečo, da sem imel kar precej stikov s tedanjim oziroma bivšim že obrambnim ministrom Williamom Perryjem iz Clintonove administracije, ki je želel pomagati in je šel na Hrvaško in šel v Slovenijo in poskušal intervenirati oziroma poskušal najti nek kompromis. Enkrat mi je telefoniral iz Pariza in rekel, pozabi, s Tudžmanom ne boste dosegli nikoli ničesar. Potem je pa Tudžman umrl leta 1999 in Drnovšek je mislil,
takrat je potem Drnovšek mene poklical nazaj iz Amerike in sem postal minister spet v njegovi vladi. Je rekel, zdaj pa mogoče prišel trenutek, ko je Tudžman umrl in takrat je postal Ivica Račan predsednik vlade, levičar, komunist in tako naprej, imel veliko zvez s slovenskimi levičarji in komunisti. Je nastopil čas po Drnovškovem mnenju, da se lahko sporazumemo, da lahko najdemo kakšno rešitev. In potem so res začela pogajanja, ki so bila zelo uspešna, no zadnje so prišli do tistega sporazuma, ki se imenuje sporazum Drnovšek-Račan. No, žal, ta sporazum ni obveljal, ker je Račan poklical Drnovška in rekel, jaz ne morem tega spraviti skozi parlament. Je bil sicer Račan zelo, kaj ne rečem, prijazen, ampak ni bil pa močan. No in potem so sledili časi, ki so bili kar, rekel, zoprni, vseh mogočih časih, vseh mogočih incidentov v Piranskem zalivu, vseh mogočih trenj, izjav, tudi bi rekel neprijetnih, neprijaznih izjav, morda celo z obeh strani, no, čeprav tega jaz zase ne bi priznaval. Kaj se je zgodilo potem? Mi smo na nek način bili v težkem položaju leta 2008, ko smo predsedovali Evropski uniji, takrat je Hrvaška začela pristopna pogajanja za članstvo v Evropski uniji in zdaj seveda na nek način sem jaz kar naprej doživljal prišepetavanje, zdaj jih je treba stisniti, ne. Zdaj imamo mi moč, pa lahko Hrvate prisilimo k kakšnim koncesijam. Jaz sem bil grozno previden in nisem nikoli rekel besede, če boste to naredili, bomo mi nekaj tam drugega naredili, ampak smo lovili Hrvate na podrobnostih in tehnikalijah. Oni so namreč v tistih svojih pristopnih dokumentih, ki so jih predlagali Evropski uniji, to se pravi tudi nam, zelo pogosto vpisovali oziroma vlagali neke prejudice. Tako so recimo stalno risali zemljevid Piranskega zaliva z mejo po sredini. In jaz sem rekel, mi ne moramo pristati na to, da se to poglavje konča in sklene, dokler ne boste vi popravili teh dokumentov. No, skratka, naša vlada takrat do leta 2008 je bila skrajno previdna. Naslednja vlada je pa se mi zdi izgubila živce in je začela groziti Hrvaški, če ne boste tega naredili, če ne bomo sklenili sporazuma o meji, vas ne bomo spustili v Evropsko unijo. In zdaj se to v diplomaciji in mednarodnih odnosih ni sprejemljivo vedenje in to je potem tista naša naslednja vlada doživela tudi s strani Američanov, so rekli, tako pa pač ne gre, dajte se vi sporazumeti s Hrvaško. In potem je Pahor začel neko svojo diplomatsko ofenzivo, dobronamerno v vsakem primeru. Z gospo Kosorevo sta se večkrat dobila, sta bila barvno usklajena, podobna oblačila, torej oblačila podobnih barv sta nosila. No in navsezadnje je potem novembra leta 2009 Pahor podpisal arbitražni sporazum, ki pa imel neko katastrofalno napako. Ta sporazum naj bi bil neke sorte quid pro quo. Hrvaška bo pač vstopila v arbitražni proces pred Haaškim sodiščem, Slovenija pa ne bo nasprotovala članstvu Hrvaške v Evropski uniji. Seveda, Slovenija je svoj del pogodbe
izpolnila, Hrvaška ga pa ni, ker tudi ni bila ta pogodba tako napisana, da bi ti dve, rekel, zadevi se povezali, ne. In tako smo zdaj pravzaprav mi z nekim arbitražnim sporazumom, ki je nekoliko invaliden, ker ga Hrvaška ne sprejema. No, ravno v teh dneh je govor o izključni ekonomski coni, ki jo razglašata Italija in Hrvaška. In pri nas v Sloveniji seveda je veliko, kaj rečem, veliko zagrenjenosti in kritičnih izjav na račun slovenske zunanje politike, predvsem tiste iz preteklih let. Ampak jaz mislim, da to seveda ni nujno potrebno, kajti Evropska unija sama je podpirala idejo o ekonomskih conah. V bistvu, seveda, Jadransko morje bo tako rekoč nedostopno za države zunaj Evropske unije. Bo pa to morje, kljub temu, da se eno imenuje italijanska zaščitna cona, drugo pa hrvaška zaščitna cona, bo to Evropsko morje. To postane s trenutkom, ko državi razglasita to ekonomsko cono, to postane Evropsko morje in seveda Slovenija in tudi druge države Evropske unije imajo tukaj neke prednostne vsakršne pravice. Eden od problemov je ta, da bi morala Hrvaška, seveda, ko bo prijavljala to svojo cono, na nek način povedati, kje je meja med Slovenijo in Hrvaško, in to je zdaj ene sorte kamen spotike. Jaz upam, da bo mogoče to z nekimi v neki prijateljski atmosferi nekako rešiti. Jaz močno upam, torej imam tudi občutek, da zdaj v tem trenutku vladi slovenska in Hrvaška bolje sodelujeta kot kdajkoli prej, kot recimo, prejšnjih 5-10 let. In to prijateljstvo ali pa ti dobri odnosi lahko gotovo imajo boljši rezultat kot napetosti. Jaz mislim, da je tako, ne, če imaš problem, ne, in ki ga ne moreš rešiti, je najboljše, da ga razširiš in da ga povežeš s drugimi problemi, ki jih pa je mogoče rešiti, ne. Je pa dejstvo, da ima Slovenija s Hrvaško na eni strani, na drugi strani z Italijo en kup skupnih interesov. Imamo mejo, ki jo bodisi Slovenci, bodisi Italijani radi prehajajo. Slovenci imajo veliko nepremičnin na Hrvaškem in tako naprej. Govorimo o vikendih, Slovenci sploh so nori na Hrvaško morje in tako naprej. Tako da jaz mislim, da nam je usojeno, da bomo prijatelji tako z eno kot z drugo državo, pri čemer seveda je treba razlikovati med Italijo in Hrvaško. Italija je mnogo večja, mnogo bolj pomembna, in tudi Italija vsebuje nekaj, o čemer pravzaprav danes še nismo nič rekli, vsebuje slovensko manjšino. Sej zato, gospod minister, pravkar imam še veliko vprašanj, če smem vas prekiniti, glede, ker je bila to, kar ste povedali, je bila prava lekcija o odnosih med Slovenijo in Italijo, oziroma pravo predavanje, od katerega smo zares veliko razumeli. Ampak imam še kar nekaj vprašanj. Bi vas prosil za kolikor se da, ne rečem kratke odgovore, ampak sinteze, ker so vprašanja, kako bi rekel, iz raznoraznih področij. Bi se navezal takoj na to, kar ste prej omenili, da Slovenija je bila nekako imenovana kot najboljša učenka v razredu
novih članic Evropske unije, govorimo o teh 10, 11 novih članic. Danes pa odnosi danes mislim v zadnjem času, odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo niso prav idilični. Vemo, da je prišlo do enih zapletov, enih kritik, ene sicer neorganske ali neformalne povezave s to višegrajsko skupino, ampak je prišlo do ene take močne dialektike. Kako gledate na to? No, jaz mislim, da odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo kar štimajo. Ne vidim kakšnega posebnega problema. Kar se pa tiče slovenskih povezav z različnimi državami znotraj Evropske unije, ne, je pa treba vedeti dve stvari. Slovenija je tako srednjeevropska država, kot tudi sredozemska država. In kot sredozemska država je tesno povezana z Italijo in s Hrvaško, seveda. Po drugi strani je pa povezana s srednjeevropskimi državami. Mi smo, 1000 let živeli, bi rekel, povezani s srednjeevropskimi narodi, Čehi, Poljaki, Slovaki, Madžari in tako naprej. Nobenega dvoma ni, da Slovenija spada tudi v družbo srednjeevropskih držav. Jaz se spominjam časov, ko je predsednik Kučan želel na vsak način povezati Slovenijo z Višegradom in je celo, da tako rečem, interveniral za to, da bi se povezali. To nam ni nikoli uspelo, zaradi tega, ker takrat pač, recimo, kaj se vem, v času Drnovška, recimo v 90 letih, zato ker enkrat so bili Madžari za, pa so bili Čehi proti, pa so bili Poljaki za, pa so bili Slovaki proti, skratka, tisto se ni takrat posrečilo. To pa, da mi spadamo v ta krog, pa po mojem ni nobena osebnost, nobena skrivnost. To tudi spada bom rekel, v elementarni okvir slovenske zunanje politike. Mi smo vezani na NATO in na Evropsko unijo, znotraj NATO in Evropske unije pa še posebej po eni strani s sredozemskimi, po drugi strani s srednjeevropskimi državami, kamor seveda navsezadnje moramo prišteti tudi Avstrijo in Nemčijo. Tako da jaz ne vidim nobenega posebnega problema. To, da se Slovenija povezuje še s kakšnimi državami ali pa da si izmenjuje informacije bolj intenzivno kot z drugimi, smatram za nekaj normalnega. Zakaj? Kadar se sprejemajo odločitve v Evropski uniji, takrat seveda prevladujejo, bi rekel, tiste ta glavne države, Nemčija, Francija in tako naprej. In če nimaš nobene protiuteži, če ni dovolj močna skupina, ki recimo, da se upira nekim politikam iz zahodnega dela Evropske unije, če nimaš te teže, zelo težko kaj dosežeš. Zelo jasen odgovor v smislu te multibilateralne politike Slovenije, ki gleda v več smeri. Omenjali ste slovensko manjšino in prav v teh dneh 14. februarja bomo praznovali ali obeležili 20-letnico zaščitnega zakona, kjer tudi ste bili nekak protagonist oziroma takrat ste delovali kot zunanji minister in z vašimi obiski v Rimu pripomogli na uspeh oziroma na pridobitev tega zaščitnega zakona. Spomnimo se samo na vaš obisk z vašim soimenjakom Dimitrijem Volčičem v italijanskem senatu. Bi za današnje naše poslušalce tudi o tem kakšno anekdoto povedal. To smo bili tik pred razpustom
italijanskega parlamenta dejansko? No, takrat smo, bi rekel, malce tekmovali s časom. Jaz sem bil v nekem trenutku že skorajda, bi rekel, sem bil že skorajda obupan, da nam bo zmanjkalo časa, da bi bilo mogoče ta zakon torej pravočasno sprejet. Italija ima kompliciran sistem, 2 domov in tako naprej. No, moram reči, da seveda to, kar je naredil moj soimenjak, Demetrio Volčič, to seveda je zgodovinska reč. Jaz sem zelo vesel in ponosen na to, da sem bil zraven, ko se je to dogajalo. Brez Volčiča tega zakona po mojem prepričanju ne bi bilo. On je dosegel s svojimi prijateljstvi, zvezami, svojo, bi rekel, diplomatsko spretnostjo in zgovornostjo je dosegel to, da je bil ta zakon potem sprejet, kot rečeno, 20 let nazaj. Jaz mislim, da je ta zakon dober, morda še manjka kakšna drobnarija, ampak vseeno je bil nek prelomen trenutek v slovensko-italijanskih odnosih oziroma odnosih med manjšino in večino v Italiji. Kolikor je pač Slovenija lahko pomagala, je pomagala. Dejansko pa je bil to dosežek, bom rekel, politikov v Italiji, v slovenskih in italijanskih politikov v Italiji. Jaz sem, da tako rečem, malo svečo držal, no? kot se reče. Imam pa seveda do svojega soimenjaka Volčiča nepopisno spoštovanje. Jaz sem ga prepoznaval oziroma sem ga poznal po njegovih nastopih na italijanski televiziji Rai 2. To so bili vedno duhoviti in čudoviti komentarji, ki sem jih jaz, če sem le mogel, poslušal, predno so se osebno seznanila. Torej, gre za enega imenitnega slovenskega politika, intelektualca in torej se imam za srečnega, da ga poznam in da tu pa tam seveda tudi komuniciram z njim. Ko govorimo o zaščitnem zakonu ali nasploh o slovenski manjšini v Italiji, večkrat slišimo nekako kritiko ali spodbudo, da bi morala Slovenija bolj odločno, bolj ostro nastopati v korist slovenske manjšine, da je treba tudi okrog recimo volilnega zakona zahtevati zajamčeno zastopstvo, pa recipročnost, pa marsikaj. Kot izkušeni diplomat, kako gledate na to? Jaz mislim, da na silo se ne da kaj veliko narediti. Mislim, da z diplomacijo, tudi nekoliko bolj tiho diplomacijo, se pa da mogoče kaj narediti. Jaz mislim, da je potrebno pridobiti na svojo stran, da je treba pridobiti na svojo stran pomembne osebnosti italijanske politike, morda je treba uporabiti kakšne strankarske povezave in tako naprej. Jaz sem prepričan o tem, da je mogoče z osebnimi stiki, odnosi, kontakti, torej doseči marsikaj. Jaz ne bom nikoli ne bom pozabil enega svojega pogovora, ki sem ga imel z nekdanjim predsednikom italijanske vlade Amintorjem Fanfanijem. To je bilo kakšen mesec, dva pred našo izjavo o neodvisnosti. Sedela sva tam na njegovi terasi v Rimu in takrat je on rekel, vsi skupaj smo v težavah. On je rekel en stavek, ki kot rečeno ga ne bom nikoli pozabil, rekel, molim vsak dan za Gorbačova. On je pač ugotovil, da se nehuje neko zgodovinsko obdobje. Komunizem kot neko lepilo, kot je on imenoval kolla, ne funkcionira več, se je izrabljal in tako naprej.
novega lepila nimamo. In to je pa zdaj tista stvar, ki pa seveda je resničen problem. Kaj bi lahko bile in kaj so skupne vrednote Evropejcev, Evropske unije danes. Bilo je videti, kot da recimo ob koncu hladne vojne bo to lepilo, kaj jaz vem, to prijateljstvo med vzhodom in zahodom, ta širitev liberalne demokracije na prostor, kjer je bil včasih socializem, komunizem in tako naprej. No, ampak vidim, da po neki začetni evforiji potem skoraj da ni več ne duha, ne sluha. V imenu nekih skupnih evropskih vrednot, seveda, ki vsebujejo tudi zagovarjanje politike do manjšin, v okviru takšnih vrednot bi morali najbrž koncipirati naše sugestije slovenske politike italijanski politiki. Jaz mislim, da se ne moramo sklicevati samo na nacionalne interese, jaz mislim, da se moramo sklicevati na neke splošne evropske norme, vrednote, merila, ki najbrž predpostavljajo, bom rekel, politične pravice slovenske manjšine v Italiji, tako kot predpostavljajo pravice Slovencev na Koroškem in tako naprej. Naš sedanji predsednik republike Borut Pahor je po mojem storil veliko dejanje, ko je šel skupaj z Mattarello se pokloniti tako žrtvam tistih fojb, kot tudi žrtvam fašizma na Bazovici, in ko je šel na Koroško se z avstrijskim predsednikom spominjati plebiscita. Bi rekel, ta prijateljstva so zlata vredna. In jaz mislim, da je treba vprašati mojega soimenjaka Volčiča, kako se to dela. Hvala, še zadnje vprašanje, preden predam besedo ostalim prisotnim na današnjem srečanju. Če pogledamo na to 30-letno obdobje in na današnjo stvarnost, se zavedamo, da mimo določenih muhe in odnevnic, kot se temu pravi, določenih politikov, ki so bili v tem obdobju muhe in odnevnice, marsikdo ali številni protagonisti izpred 30 let, torej iz začetka 90-ih let, so še danes protagonisti na politični sceni ali pa pod tako veliko pozornostjo medijev. Od samega današnjega predsednika vlade ali pa tudi predsednika republike, ki je bil že takrat dejaven. Spomnili ste se na Kacina, marsikateri torej pomemben protagonist izpred 30 let je še danes protagonist. Če pa pomislimo, kdo je bil predsednik republike ZDA, Italije, Francije in tako dalje pred 30 let, nihče od nas verjetno se ne spomni. Zakaj ta značilnost Slovenije, da ima še danes podobne protagoniste, kot so bili takrat? Jaz bi vam moral ugovarjati. Jaz mislim, da torej Slovenija razen izjem je prav precej zanemarila to tako eno veliko generacijo, ki je dosegla neodvisnost Slovenije. Torej, razen nekaterih izjem, kot rečeno, so na prizorišče vstopili ljudje, ki prvič s samostojnostjo, neodvisnostjo nimajo nobene zveze, pa tudi želijo imeti nobene zveze. A veste, mi smo imeli po tisti Janševi vladi 2004-2008, ki je bila pravzaprav edina, bom rekel, vlada z nekim normalnim mandatom po prvi Peterletovi vladi. Po tisti vladi smo imeli za predsednike vlade
razne Cerarje in Šarce in Bratuškove in tako naprej, lepo vas prosim. Ne. To gotovo niso osebnosti, ki bi lahko dostojno predstavljale našo državo, kjerkoli že, doma ali v tujini. Tako da ni točno to, da imamo kar naprej iste obraze. Vse veste, da obstaja neka teorija novih obrazov in tako naprej. Predvsem slovenska levica, torej na tej strani meje, je obsedena od tega, da mora biti kar naprej na oblasti. Če se ne motim, je izračun tak, da 3/4 časa po osamosvojitvi je bila na oblasti v Sloveniji levica in samo četrtino časa, tako rečem, ta desna sredina, ali pa recimo dediči tistega prvega obdobja. Tako da se ne strinjam. Hvala tudi za ta odgovor. Bi predal besedo Rudiju Pavšiču, ki se je najavil. Prosim, Rudi. Ja, dober večer. Dimitrij, pozdravljen. Živijo. No, dve zadevi, v bistvu na podlagi tudi tvojega velikega znanja v domačem in tudi v mednarodnem prizorišču. Prej si omenil trilateralo, jaz sem takrat bil, ko si prišel k nam v Trst, takrat si sicer zastopal stranko, socialistično stranko, in po tisti trilaterali, ko je nekdo iz našega omizja tisti dokument, ki je bil pač tajen, ga nesel na furlanski časopis in potem je to šlo v javnost in ste se malo vsi upravičeno jezili z nami, ker nismo znali, kdo je tisti, ki je ta dokument pač dal v javnost. Po tistem dogodku so se zamrznili odnosi med nami in italijansko manjšino. Ker italijanska manjšina je nas krivila, češ, da smo zaradi našega načina, ker nismo spoštovali določene tajnosti, da smo mi krivi za vse to in potem smo komaj kakšni 8-9 let kasneje ponovno to uvedli in sprožili na normalne odnose. Sicer jaz te sprašujem dvoje. Prvo, po 30 letih osamosvojene Slovenije, kaj bi ti posebej izpostavil kot pozitivne dejstva, kot pozitivne, take najbolj markantne in kaj te je malo razočaralo v tem času, tudi spričo tega, kar si prej povedal, da ti misli, da to se je strinjala širša javnost, da ste bili najboljši učenec v razredu, v vstopu teh 10 držav. In drugo, kako ocenjuješ zdajšnjo situacijo v ZDA, spričo dejstva, da si velik prijatelj ZDA, večkrat sva o tem govorila in si me prepričeval, da moram biti bolj pozitiven do ZDA. Jaz sem bil nekoliko malo bolj zadržan, ampak to so ti gotovo znaš več. Kako ocenjuješ prihod Bidena sedaj na čelu te velike države? Hvala lepa in še enkrat pozdravljen. Me prav veseli, Rudi, da se vidiva, ne? Zdaj fizičnih stikov oziroma srečanj zadnje čase ni prav veliko. Včasih sva se dobila v kakšni kavarni in kaj pomodrovala. Cenim torej to, kar govoriš, in sem vedno tudi spoštoval, bom rekel, politiko te skupnosti, ki si jo predstavljal oziroma ki jo še predstavljaš. Jaz se natančno tistega sestanka, ki ga ti omenjaš, ne spominjam. Jaz vem, da je ta trilateralni sporazum Italija, celo De Michelis osebno, izkoristil za to, da nam je malce grozil, če ne boste podpisali, pa vas ne bomo priznali, ne? Ampak to potem
smo rekli, tvegamo. Ne? Torej, smo se v Ljubljani tam na parlamentu tako odločili. Zdaj, seveda, treba je razumeti, danes recimo en tak trilateralni sporazum ne bi bil noben problem. In so ti problemi, ki smo jih takrat doživljali kot probleme, so zginili, zato ker smo zdaj vsi skupaj v neki brezmejni skupnosti, ne, kar je čudovito. Jaz moram reči, da skoraj da včasih ne morem verjeti, da se nam je to posrečilo. To je zelo dobro. No, tudi seveda za slovensko manjšino je to, da tako rečem, en velik korak, da smo skupaj zdaj v tej Evropski uniji in da lahko neovirano pač komuniciramo, si drug drugemu pamet solimo in tako naprej. Kar se pa tiče Amerike, jaz seveda mislim, da je treba Ameriko na nek način razumeti. Amerika je bila nekoč pomembnejša, kot je danes, je izgubila nekaj, kaj ne rečem, nekaj blišča, nekaj moči, kajti na prizorišču so zdaj Kitajci, so Rusi, je tukaj Zahodna Evropa oziroma Evropska unija. Veljali so predvsem v času, recimo med obema vojnama in potem v času hladne vojne, seveda, kot tista sila, ki vzdržuje red na svetu in ki navsezadnje smo Američane vsi občudovali. Ne? No, zdaj, Robert Kagan, eden od znamenitih ameriških avtorjev, je rekel, Evropejci, Evropa je iz Venere, Amerika je pa iz Marsa. To je ena variacija na tisto temo, ki jo je v bistvu večkrat omenjal tudi bivši ameriški predsednik Trump. V čem je problem? Pustimo zdaj vse njegove idiosinkrazije in tako naprej. On je ugotovil to, da seveda Evropejci pričakujejo, da bodo Američani še naprej prevzemali velika bremena, finančna, gospodarska, vojaška in tako naprej, tudi za Evropo. In kot je znano, evropske države relativno malo prispevajo, oziroma premalo prispevajo k proračunu Severnoatlantskega zavezništva NATO. In tu seveda jaz smatram, da se je Trump jezil po pravici. Jaz na nek način težko zdaj identificiram Ameriko s Trumpom, en kup enih stvari je naredil po mojem prepričanju narobe, predvsem kar zadeva multilateralizem, kar zadeva opuščanje teh sporazumov z Rusijo, za podnebne spremembe in tako naprej. Ampak seveda on je na nek način utelešenje tega amerištva, tega ameriškega duha, ki je včasih zelo preprost, ki je včasih, bom rekel, preprosto prisrčen, včasih pa tudi nekoliko, kaj ne rečem, nerazumljiv, pa tudi sovražen. No, zdaj imamo Bidena. Biden je oseba, ki seveda uživa veliko spoštovanje. Jaz osebno moram reči, da sem ga večkrat srečal v Washingtonu, nam je pomagal pri naših, bi rekel, ambicijah v zvezi z NATO-om. Bil je včasih tudi nekoliko, kaj ne rečem, zadržan, oziroma je rekel, ja pa kaj, a res mislite, da bi Slovenija morala biti članica in tako naprej. Takrat sva z romunskim torej ambasadorjem Joano hodila okrog senatorjev, to je bilo
99. leta, ko smo izviseli v tisti prvi rundi, v prvi širitvi NATO, ki je sprejel samo Češko, Madžarsko in Poljsko, kljub nekim našim, bom rekel, iluzijam. No, ampak moja naloga je bila takrat poskušati prepričati ameriško administracijo in tudi senat, v katerem je bil Biden zelo pomemben, ker je bil predsednik zunanjepolitičnega odbora, da si Slovenija zasluži pozornost. Jaz mislim, da smo bili, bi rekel, uspešni in jaz mislim, da je Biden nam takrat veliko pomagal. Tako da v bistvu je treba samo, če govorim zdaj o slovensko-ameriških odnosih, je treba povezati ta današnji trenutek s tistimi izkušnjami, ki smo jih imeli takrat recimo v času pred letom 2002, ko je bilo naše članstvo potrjeno. Hvala. Še kdo vprašanje? Izkoristim to pavzo. Če ne bo dodatnih vprašanj, bomo zaključili pa s tem, ki vam bi ga jaz postavil za zaključek tega zanimivega srečanja. In sicer večkrat ste omenili predsednika Milana Kučana, večkrat ste, velikokrat ste delovali skupaj, vas vidimo na številnih fotografijah iz tistih časov, kako ste sodelovali. Ker bo tudi predsednik Kučan naš naslednji gost in bom njemu postavil isto vprašanje, bi vas pa zaenkrat vprašal, kakšen je bil odnos med vama iz institucionalnega in človeškega vidika? Glejte, jaz imam Milana Kučana prav rad, da tako rečem. Midva si voščiva za rojstne dneve in tako naprej. Imam z njim ali pa v zvezi z njim nekaj lepih spominov iz časa osamosvajanja. Skupaj sva potovala zelo pogosto. In moram reči, da ni bilo takrat, govorim zdaj o obdobju recimo med letom 90, 91, 92, ni bilo med nama nobenih, bom rekel, ideoloških razlik. Skupaj sva nastopala na fronti neodvisne Slovenije proti vsem drugim. In ta čas imam v imenitnem spominu. Je pa seveda en problem, ki ni moj problem, ne? Ampak je problem Slovenije in pa problem, bi rekel, neke sestave, njene politike. Vi se boste spomnili, da leta 90 so postali predsedniki nam podobnih držav bivši disidenti, oporečniki, opozicionalci, Valensa na Poljskem, Václav Havel na Češkem, zadnje tudi na Hrvaškem. Ne? Tudžman je bil v zaporu nekaj let. Ne? Torej, jaz se spomnim nekaterih ameriških ocen, ne, v zvezi tudi s Slovenijo in Jugoslavijo. Torej, pa se v bistvu novih politikov v teh novih državah pravzaprav ni, razen Izetbegoviča v Bosni. Tudžmana niso prav zelo radi imeli. Opozarjali so pa na to, da je Kučan bil predtem, preden je postal predsednik Slovenije, da je bil predsednik komunistične partije oziroma Zveze komunistov. To je seveda opredelilo neko orientacijo Slovenije od samega začetka. On je bil 12 let predsednik. Ne. Jaz sem seveda imel tudi z njim nekaj težjih obdobij, bil
tudi kritičen, posebej v novejšem času. Nekaterih stvari, ki jih on piše, izjavlja in tako naprej, ne razumem prav dobro. On govori o nekem tretjem soglasju, o enotnosti, ki da je potrebna. Jaz mislim, da v demokraciji pravzaprav enotnosti ne more biti. Mora biti samo sodelovanje in spoštovanje, ne, razlik. No, ampak kljub temu, da sva prav v tem času, v teh, v zadnjem desetletju, prav precej narazen, morda z izjemo najnega sodelovanja pri Kataloncih, v zvezi s Katalonijo. Kljub temu, ne, imam Kučana rad, kot sem že rekel, imam do njega spoštovanje in mislim, da je prav bil tudi koristen, vsaj v tistem prvem obdobju bil koristen. Je pa on, a veste, on je veljal kot neke sorte zavarovalna polica za nekatere ljudi iz prejšnjega režima. In to je tisto, kar je na nek način determiniralo, kar determinira tudi še navsezadnje našo današnjo politiko. Jaz sem, moram reči, zelo vznemirjen zaradi tega, kar se dogaja danes v politiki. To izključevanje, ti napadi, ti očitki, zmerjanje, kritike na račun sedanje vlade, ki naj bi bila kriva za epidemijo in za vse mogoče reči, to se mi zdi po eni strani nespodobno, po drugi strani pa razumem, da je to rezultat nekih razvojnih teženj iz preteklosti, ki so se začele komplicirati, ki so se prvič pojavile z izidom volitev leta 90. Demos je sicer zmagal na parlamentarnih volitvah, ampak Pučnik kot vodja te naše koalicije je pa izgubil. Jaz bi bil po svoje zadovoljen, če bi takrat Pučnik prevzel vlado, ampak žal se ni tako zgodilo. Sem se pa seveda znašel ob predsedniku, kot zunanji minister vlade, ob predsedniku, ki je bil, tako rečem, iz druge šole, ne. Ampak sva nekako kohabitirala. Hvala za tudi to iskrenost. Mislim, da značilnost niza teh naših video srečanj in potem, kot sem rekel, upajmo, da bodo tudi srečanja v živo. Značilnost tega je, da bomo dali besedo raznoraznim gostom iz raznoraznih tudi politično-ideoloških skupin in sredin, ker verjamemo kot Združenje Bratina in SKGZ in kot SKGZ, da je prav dati besedo in poslušati vse, potem seveda ocena o tako preteklosti kot o sedanjosti je po sreči prepuščena demokraciji, ker tako v Italiji kot v Sloveniji imamo ta dragoceni inštrument, ki mu pravimo demokracija. Ampak bi zares poudaril ta naš pristop, ki želi biti pluralen iz tega vidika, ne sektaški, in zato tudi vsa ta naša srečanja bodo, kot sem rekel, zaznamovana z eno tako širino. Začeli smo z vami, gospod minister, nadaljevali bomo z bivšim predsednikom Kučanom in to bo dejansko vezna nit vseh teh naših srečanj. Še enkrat iskrena hvala za to. Bi še pred koncem dal besedo predsednici SKGZ-ja Kseniji Dobrili, ki bi je ob zaključku tudi ona pozdravila. Prosim, predsednica. Ja, jaz bi se zahvalila današnjemu gostu za zelo, zelo zanimivo izvajanje.
ki nas je povleklo v 90. leta in vse dogajanje okrog tega. Jaz, če dovolite, bi tudi eno vprašanje postavila, če lahko. Ja. Glede na to, da ste omenili ta Solanov kompromis, ki se je dogajal takrat okrog Ozima. In bi omenila, da povedali ste, da ste ocenili kot pozitivno oceno odnosov med Slovenijo in Italijo. Ampak očitno je, da italijanska travma v zvezi z odnosi z vzhodno mejo po koncu druge svetovne vojne se je zavlekla vse do današnjih dni. In pride od časa do časa kot en gejzir na dan. Dejansko Italija ni nikoli ratificirala londonskega memoranduma z Ozimskim sporazumom. Sicer se je zakoličilo takrat mejo, ampak vedno prihaja do izraza kako bi rekla, nepomirjenost do teh dejstev. Dejansko recimo tudi državna uprava, ko popisuje podatke, prišteva med svoje teritorije še vse občine, ki so spadale nekoč pod Rapalsko pogodbo med svoj teritorij. Pride tudi občasno do takih izjav, zlasti recimo ob dnevu spomina 10. februarja na eksodus Italijanov, ko se tako nabuhla retorika prikliče neke skomine, teritorialne skomine. Ta dihotomija prijaznosti, deklarativne prijaznosti, ampak tudi vsebinske težavnosti izvajanja zakonov, konkretno zaščitnega zakona, kjer se v 20 letih je nekaj udejanjilo, ampak je še marsikaj v povojih. Ta dvojnost italijanske politike, kako jo ocenjujete? Katere možnosti preboja imamo kot manjšinci, da bi dejansko dejanili nekatere recimo pravice? Spomnim naj na Narodni dom. Narodni dom se na veliko govorilo, da je bil predan, vrnjen po 100 letih, ne po kristalni noči, ampak ni bil predan, spet smo podpisali nek dogovor in smo na začetku plazenja po neki visoki naporni strmini. Kako gledate, glede na to, da ste ocenili kot pozitivne odnose med Slovenijo in Italijo? Slovenija se pač bo morala nekako opredeliti do statusa manjšine, izvajanja zaščite, glede na visok nivo, kakovostni nivo zaščite, ki ga ima sama do svojih manjšin. Ja, jaz morda ne poznam tako dobro razmer, kot jih poznate vi. In gotovo ne poznam podrobnosti, ki ste jih zdaj navajali v zvezi z administracijo, temi upravnimi posli in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da tako Ozimski sporazumi kot Rimska pogodba, poznejša, ki rešuje vprašanje nepremičnin oziroma odškodnine za italijanske nekdanje nepremičnine na slovenskem ozemlju, da to oboje prav je zadostna garancija oziroma zadostno varstvo, da do česa prav zelo resnega med nami ne more priti. Mislim, naši odnosi so na nek način stabilni in se bodo razvijali torej prijateljsko. Jaz ne verjamem, da lahko izbruhnejo kakršnekoli sovražnosti med tema dvema državama. Morda seveda
imate prav, da na nek način naslavljate svojo kritiko tudi na slovensko vlado oziroma na slovensko politiko. Morala bi najbrž storiti kaj več, kot je doslej storila za promocijo interesov slovenske manjšine v Italiji. Jaz moram reči, da ne vem zdaj, kako se to dogaja danes. Mi smo, kadarkoli smo v času, ko sem jaz bil član vlade, kadarkoli smo imeli kakršnekoli stike z italijansko politiko, smo vedno sklicevali sestanke tudi z manjšinci, se posvetovali z njimi, delali sezname zahtev, pripomb, opask in tako naprej z njihovo pomočjo. Jaz upam, da se ta tradicija ne bo prekinila. Kot jaz razumem, predsednik vlade Janša je tudi podobnega mnenja, kot sem zdaj rekel. Zdaj, marsikaj se da, kot sem že poskušal sugerirati prej, marsikaj se da rešiti z osebnimi odnosi, tudi z diplomacijo, gotovo, ampak predvsem z odnosi med osebnostmi. Jaz mislim, da marsikaj, recimo med Slovenijo in Hrvaško zadnje čase dobro funkcionira, zato ker sta predsednika vlade na nek način prijatelja in v isti evropski stranki in tako naprej. Jaz mislim, da je treba najti neke nove, neke dodatne načine komuniciranja med vrhovi držav. Seveda, vsaka država, tako Italija kot Slovenija, ima svojih notranjih problemov čez glavo. V tem trenutku, ko mi govorimo, je v Italiji neke sorte vladna kriza, na vse zadnje se tudi pri nas v Sloveniji marsikaj, da tako rečem, trese in premika. Ampak jaz osebno mislim, da osebni odnosi med funkcionarji, med ministri, med predsedniki lahko zelo veliko pomenijo. Jaz mislim, da odnos med predsednikom Republike Pahorjem in vašim predsednikom Mattarellom ima velik pomen. Zdaj, jaz ne vem, kaj se dogaja z Narodnim domom, če so bile takrat, da tako rečem, izrečene bolj take visoko leteče obljube, ki se potem niso uresničile, to seveda ni prav. Jaz mislim, da morajo tako predstavniki manjšine, kot seveda Slovenija, navsezadnje pa tudi Pahor sam, morajo zahtevati, da se to, kar je bilo takrat rečeno, tudi uresniči. Mislim, politika navsezadnje ni samo retorika, zelo pogosto je retorika, ampak vendarle, ko gre za tako resno stvar, kot je požig ene centralne inštitucije nekega naroda, jaz izhajam iz ene tržaške družine. Moj oče je bil rojen v Trstu, jaz sem vedno smatral, da tako rečem, predvsem Trst in Primorsko in torej ta severni del Italije kot en del enega mojega sveta, v katerem se dobro počutim. Jaz mislim, da je treba to skratka rešiti in da je treba biti dosleden in energičen in če ne boste zamerili, bom jaz tudi o tem o tej vaši opaski obvestil ministra za zunanje zadeve, s katerim večkrat komunicirava. Hvala. Jaz bi rekel, da smo kar veliko povedali, morda celo preveč. Jaz se zahvaljujem Livijo za to priložnost. Z velikim veseljem bom spremljal tudi kakšno nadaljevanje teh pogovorov, posebej, ko se boste pogovarjali s Kučanom, bom zelo, bi rekel, tenko prisluhnil. Še enkrat hvala lepa in lep večer. Hvala vam, minister, in hvala tudi vsem ostalim. Torej se vidimo v kratkem z naslednjim gostom. Lep večer vsem. Hvala. Nasvidenje.